Dela. Neki dela. Kdo dela? Jaz ne delam. Delam. Neki, dela. Evo. Dragi prijatelji, lepo pozdravljeni na Cerkniškem karnevalu. Danes vas čaka obilo zabave, s svojo navzočnostjo pa dajete priznanje številnim delavcem, ki smo vam pripravili lepo popoldne, ki se ga boste še dolgo spominjali. Dobrodošli letos in še vrsto naslednjih let. To je bil seveda pozdrav v slovenščini, zdaj pa še za vse naše tujce in pa seveda domačine, tokrat najprej v butalščini. Pozdravljeni, prav veseli smo, da ste prišli, da ne norimo sami, ampak da tu počnemo skupaj. Veseli smo, da ste tle in ne tam. Dosti boste videli na našem karnevali, v srcu Krpanove dežele, na Notranjskem, v Cerknici, hočem reči, v naših butalah. Liebe Freunde, herzlich begrüßt auf unseren Karneval in Slowenien. Es wartet viel Spaß auf Sie. Willkommen heuer und in den vielen folgenden Jahren. Dear friends, welcome at our carnival in the land of Slovenia. There's a lot of fun waiting for you. Welcome this year and in many years that follow. Bienvenue à Cerknica. Cette année encore, nous fêtons le Mardi Gras avec notre carnaval traditionnel. Nous souhaitons que vous soyez heureux et que nos chansons l'hiver ensemble making. Carnevale, velkommen til Karneval of Cerknica. I det eventer du en messe show og med din tilstand der blir gøyde mange anekdoten det derfor bedte digen godt eftermiddag som du vil huske i lang tid år. Velkommen i Orge Honge Teman-teman terkasih selamat datang di Karnaval Cerknica. Kari Anda sedang menunggu banyak kesenangan dan dengan kehadiran Anda. Anda memberi pengakuan kepada banyak perkara yang mempersiapkan Anda sore yang menyenangkan, yang akan Anda ingat untuk waktu yang lama. Selamat datang tahun ini dan selama bertahun-tahun yang akan datang. Takole, pozdravili smo vas vse smo pokrili, tako da zdaj pa se bo karneval v Cerknici lahko počasi pričel. In ker vidimo, da vas je kar veliko tukaj, naj se še midva predstaviva, z vami bova Lojs Pustni in Pustni Lojs. Hvala lepa. Pa da vidimo, koliko vas je, če boste kaj glasni, dajte zaploskati. Tisti, ki nas slišite, dajmo, da se mičkaj ogrejemo. Odlično! Če se ozrete na vašo levo ali pa desno, ne vem, kje stojite, boste videli, da se karneval že pričenja. Letos ga odpira princesa Karlovška na svojem konju in najbolj vsi poznate zgodbo o nesrečni ljubezni med Karlovčanko in njenim ljubim Štebrčanom, ki je veslal do nje, dokler ni nesrečno končal v globinah požiralnika. No, zgodba ima več koncev, eni so srečni, drugi nesrečni, po enem pa Karlovčanka ni dočakala novega princa na belem konju, dočakala pa je konja, na katerem jezdi danes. V butalah se nekaj jahajo. Ene zoprnce metle, druge kar prašiče, Karlovška princesa pa je ena od tistih opcij jahanja izbrala še najboljšo. No, ali pa drugo najboljšo, tukaj gledaš. In seveda, kot se za princeso spodobi, je tudi seveda lepa, a ne? Letošnji karneval je seveda pod naslovom Butalska veselica. Videli boste 11 novih butalskih glav in pa seveda vse ostale velike figure. Tole pa je naša himna, če poznate, pojte zraven, če ne, kimejte, sam da je nekaj. No, tukaj pa zdaj vidite, se prav nekaj modrega pa zelega, pa zelo fajn za pogledati je pa mažoretni tvirnik in plesni klub Mace Cerknica. V pustnem sprevodu prihajajo že
samega začetka, ko so tudi začeli v karnevalu, sicer leta 1989. Nič se bati zaploskati, kar dejte, če vam paše zaploskati, što je tu? Ja, Maca Cerkvica že vrsto let delajo pod vodstvom dolgoletne predsednice gospe Nade Skok in osvajajo ogromno nagrad in so res tradicionalne na našem karnevalu, tako da evo Mace, en lep pozdrav. Seveda pa mažoreta ne morajo kar nekaj plesati po svoje, mora biti zadnji tudi godba in to je ena izmed najboljših, če ne kar najboljša v Sloveniji. Drage dame in gospodje, butalke in butalci, godba Cerkvica! Jaz sem pa med tem odšel sem dol na teren, da se malo oglasim še z karnevalske trase. Čakajo me namreč medijske obveznosti, so nam medijske obveznosti na ter butalca, ki je bolj pesno. Dokler nismo imeli, smo zimo zelo uspešno odgnajnali, cel januar nam ne mogla. Potem smo mogli pa na televizije podati, da pa videli, kaj je račalo. Glavnem, zdaj, ko smo se spet malo zbrali skupaj, pa vidite, kaj smo zložne butalci narediti. Stine, nej, razen v jadrah od fejste, pa na slivencu. Hvala, pustni Lojs, ali Lojs pustni, ne vem kaj se. Približuje se uradna otvoritev letošnjega pustnega karnevala Butalska veselica in prihaja 6 najtesnejših sodelov Coprnice Uršule. Seveda za njim pa tudi, drage dame in gospodje, princ karnevala Dušan Petrič Dule. Tudi letos so imeli princ in Coprnice težka in trda pogajanja glede vremena, ampak kakor vidite, je fino uspelo. Princ karnevala ima sicer letos novo obleko, no, bi se je povirban, ampak vseeno. Pri tem jo je nosil slavni general Ferdo von Buthalen, v sedanje stanje pa je spravila prva šivanka Cerknice Kristina Lovko. Seveda princu karnevala pripada zasluženo največja čast in sicer da o pomoči teh 6 Coprnic razobesi pustni prapor in tako simbolično odpre letošnjo veliko pustno povorko karneval Butalska veselica. Ko se bo prapor obešal, stojite mirno, probite se smejati, probite tudi ploskati, se pravi, tisto, ki stojite pri miru odpade. Smo pripravljeni? No, zdaj pa prosim, če zavrtimo torej slavno slikovat in evo ga.
Odlično! Karneval je torej tudi uradno odprt, vreme imamo, pred vami pa že mati Uršula, ki odhaja na začetek pustne terase, za njo pa seveda tudi Coprvice. Dajmo, da vas slišimo! Ja, če že imamo botansko veselico, se seveda spodobi, da se bomo poveselili, tako da ste seveda vabljeni, da ostanete tukaj v Butanah tudi po koncu karnevala, kajti na velikem pustnem odru vas bodo zabavali poskočni muzikantje in pa šlajni. Pa da ne bo pomote, to je glasbena skupina in ne ribe. Pa glede na to, da je veselica, ima danes še nekdo prav posebno veselico, ki sicer ne vem, kje je, ampak upam, da to ne sliši, kajti danes praznuje 18 let Katja iz Ževč, tako da jim vsi Butanci želimo vse najboljše, ker ima 18-ko. Pa dajte jim vsi zaploskati, da se bo vedla, evo. Ali se bo zapomnila 18 let zapustila v Cerkence? Pa ne da sem hvalil, ampak najprej, tisti, ki imate modre lasulje, ful ste lušni, sem proti meni ste mala materije. Seveda pa ne pozabite, da morate paziti en na drugega, ne hodite po karnevalski trasi, da ne bo kaj narobe. Pustna društva Cerknica ne prodaja nobenih sreč ali pa kaj podobnega, tudi ne kljupavati, ne boste zadeli pravnega stroja, sam vi boste izpali kaj v osu. Vestilu za vse izgubljene otroke, upam, da jih ne bo dosti, je zbirni center v kulturnem domu tukaj v središču Cerknice. Še zmeraj je pa najbolj pomenilo, da svojo otrok ne zgubite. Ja, sej morda boste imeli malo mira na začetku, ampak v splošno gledano pa to ne je fajn. Tudi paste na se in na svoje stvari. Če imate koga, ki je recimo doma ostal, da ni mogel sem prideti, mu povejte, da ne gre na STA, Slovensko tiskovno agencijo, kajti tam oddajamo v živo. Veš kaj je ono, v živo? Skoraj prekrit tle, to da veste. Tega, tale komad zna pa tudi naš predsednik Dule, pa verjetno tudi predsednik Republike, ki ni težek za zapomence, tako da dajmo se ga kar navaditi. Ni težek, res ne, ene par besed je, pa le, je, tako da ne. Sam da začne. Še malo. Ni težko, ne?
sem rekel, kar dejte. Zdaj pa. Fajn se imamo, karneval bo kmalu tudi zares štartov. Tukaj moramo, oziroma pa, sicer pa, karneval ves čas poteka. Imamo tudi nevidne maske, ker se ves čas sprehaja po karnevalski trasi. Tudi dejte jim zaploskati, ne? Hvala vsem petim. Pa pravijo, da je tišina neprijetna. Pustni Lojs, ali Lojs pustni. Sej te vidim, zdaj, kaj, ne moreš več govoriti? Ajoj, ja, tu so pa mediji, ne. Treba pa tam kje povedati. Sej v redi, lej, boljš ti, ki jaz. Ne moreš tako modrost, ki jo vam jaz na sebi spuščati pred kamero. Lahko povem, da smo pustovali v Cerknici začeli letos na kulturni praznik 8. februarja, prav tukaj na velikem odru, ko smo prežagali babo, pa nič bad, tu ne žagamo te prave babe, je sam lesen hlod, ki ga posebej izbere župan Butalski, jo prime tudi za krčo, ker pač tu hlode pa babe lesene dovolijo, če se župan. In tako smo jo prežagali in je župan občine Cerknica, gospod Marko Rupar, predal oblast za en teden butalskemu županu in potem se je začelo. V petek je bil v kulturnem domu uradni butalski TV program TV Čohovo, kjer smo povedali čisto vse, razen tistega, kar ne. Včeraj so se zabavali najmlajši z butalsko veseličko, je bil tudi finu. Malo starejši smo ga zvečer žurali, verjetno kakšnega glava boli, marsikakšen niti ne ve, da ga glava boli, kar tudi ni slabo. Pa ne pozabite tisti, ki imate jutri službo, ma nič, ne uživajte, se vseme. Seveda se s tem karnevalnom poslovanjem v Cerknici ne bo zaključilo. Jutri ste vsi vabljeni v kulturni dom, ko bomo predvajali večkrat nagrajeni film Cirkus Fantasticus. Je fantastičen film. V torek ste vabljeni na ponovitev TV Čohovo. Lahko prijete do tisti, ki ste bili že v petek, če niste kaj razumeli. Kakšne fore so bile take, tako zakaj ne. V sredo pa fantje ne pozabite in moški, da je Valentinovu in pust bo umrl od Valentinovga, se pravi od ljubezni. Pa ne rabite nositi tistih rožic svojim najdražjim. Pripeljte jo v Cerknico, se boste šli lepo skopati. Glejte, ona se bo zapomnila, odpustila vam pa tudi ne bo. Soprmice so nam resnično zrihtale odlično vreme, čeprav je v začetku tedna bilo kar nekaj preglavic s snegom in so nas tudi spraševali, kako odganjate to zimo, pa smo jim rekli, ja, se mora sneg biti, če ćemo kaj odgnati.
Ale, bomo še mičkem ploskali, sam ne čak, da ti povem zakaj najprej. Najprej dajte zaploskati vsem opustnem društvu Cerknica, predvsem tistem, ki res garajo par mesecev, da se ta karneval lahko odvije, tako kot se, tako da dajmo en velik aplavz, evo. Ta je bil velik, zdaj bi pa rad še malo večjega. Ampak ta večji je pa za vse vas, drage obiskovalke in obiskovalci, ker vsako leto prijete, nas podprete v takvi števili, zaradi vas tu delamo in res upamo, da se imate kar se da najbolj, tako da same sebi si namenite en velik aplavz, lahko se tudi preklonite, če čete. Pozdravljeni prijatelji, gosti smo pa prišli, ta pulka naša ogrenje vam pravi, vesela in poskočna glasba druži vse ljudi, zato za bliske in za prijatelji. Evo takole, kaj pa če dal zdaj eno tako, tisto pustno te pravo, od Kristino, a bi šlo? Treba naštimati, to nekam tako. Aha, evo je. Evo je! Spega plesala mati Uršula nad notranjsko deželo, butalce vse zacoprala, saj pust je tu, naj bo veselo. Janeiro, hoditi nam na karneval, pri nas vsako bo veselo, do naših družbi bo pristal, začne se vedno, že v soboto, nedeljo je že ljubimce, najhuje tekmi, cilje torek, ko nam odkuda. Ale gremo, drage dame in gospodje! Yeah.
še ponovitev. Vmes mi je pa klical vodja karnevala, da se bo karneval začel čez točno okur 3 minute pa 32 sekund. Zdaj je samo že 30 sekund. No, ta caj pa lahko povemo, v bistvu, zakaj Butalska veselica, nekaj mar zato se vpraša, zakaj mi lovimo po svetu so vojne, lakota, mal piha veter, vročina 37 pa pune, ampak Butalci smo rekli, ja, mi bomo pa veselico naredili. In zato imamo kar nekaj dobrih razlogov. Namreč prvi je ta itak skozi dober razlog za veselico in skozi dober cajt za veselico. Drugič, Butalcem je končno uspelo tu, da je otvoritev pustal Cerknice državne praznik. Dolgo let smo se trudili, ampak evo, končno smo rekli, kdor čaka, dočaka in na 42. karnevale otvoritev pusta državni praznik. Imamo še kaj? A ja, državne prvake smo se še zmeri aktualne. Tukaj mimo karnevalskega komentatorskega mesta osrednjega pravkar koraka Leni, pa je, da je len in zmatran hkrate. Čeprav eni pa pravijo, da ni leni in zmatran, ampak da je eden od unih, slon in sadež. Grem na Pjongčan. Ja. Tam bo eno fino tekmovanje, po moje, danes. Zdaj te cajt, ker čakamo, da se začnete drugi del karnevala, na trase pazi butalska policija. Zdaj ne vem, koliko kaj poznate gospoda Frana Milčinskega in njegova izjemna dela. Od butalskih policajev je napisal tudi, da so imeli Butalce včasih samo enega policaja, pa še tam je bil čisto pravi, bolj na puš je delal, no. On je ob nedeljah pa praznikah vzel kapo, v roko je vzel helebardo, karkoli že tu je, in ratov je policaj strah vseh tolovaju. Najbolj grozen tolovaj je bil pa Cefizel. Pravijo, da je ubil 7 ljudi pa še 3 ženske zraven in policaj je Cefizla 3krat ujel, ampak Cefizel mu je grih tolikrat ušel. Enkrat mu je ušel skozi prednja vrata, enkrat skozi zadnja vrata, te tretjič pa kar izpred vrat. In ki je župan Butalsko ugotovil, da sam en policaj ne more prijeti tazga zvitga razvojnika, je, kar je normalno, zaposlil še več policajev, da bojo lahko Cefizla čakale pri vseh vratah, kar jim Butale premorejo. In tako imamo v Butalah toliko policajev, kolikor je vrat, Cefizla pa samenga, pa še zmeraj ga noben ni ujel. Mislimo, da ga policaje za nalašč neče ujeti, ker zaradi tega imajo še zmeraj službe. Tu pa tako lepo povedal to zgodbico. Kada bo napisano. Ste verjetno opazili, da so policaje precej čudne barve. Mislim, da je to zato, ker so bile s predsednikom države skupaj v solarije. Pa se niso mogli uprt, ne. Se drugače smo predsednika povabili, da pride v karneval, oziroma se ga ogledati, sam je rekel, da rajš ne, ker verjetno, če bi videl polhe, bi jih zamenjal z miškami.
In drage dame in gospodje, če se obrnete proti Slivnici, lahko vidite, da je karneval se začel tako, kot smo napovedali, pred točno 3 minutami in 32 sekundami, kajti že prihajajo konji s prapori. Konjenikam že tradicionalno pripada čas, da jahajo na čele velike povorke in da se s prapora naznanjajo začetek drugega dela karnevala, ki gre v smeri od Bresta proti osnovne šole Cerkvenca ali pa od Martnaka proti Podskrajnka ali pa od Grahovega Potrak, kakor vam je lažje razumeti. Konjenike nosijo prapore Evrope, Slovenije, občine Cerkvenca, pa zraven še Pustna in Valvazorjev prapor. In za se pa zdaj še eno pozorilo spomnil, ker glede na to, da je še zmer malo snega, ne ga jest, sploh če je armen. Armen sneg nima okusa po pive, verjente, sem probal. Večkrat. Samo sveži pa vse. Zanimivost letošnjega karnevala je tu, da še pred konjenika karneval pravzaprav odpira muzelj in tu v take maske, kot je nismo vajeni. Ampak paše. Kar jih boste videli, je vsaj 90% jim je bit, tako da imamo polno bitcoinov na karnevale. Pa tudi kakšna bit krava se bo najdla. Ostalih 10% coinov jim je leksi, tako da tisto so pa leksikone. Pa sigurno tudi kar nekaj oslov videli na tem karnevalu, ene na 4 nogah, druge pa na pumen. Sem da mar skršen bo prešaltov iz pogona na 2 na 4 po karnevale. Vse une se s tem modernimi motorje. Ja, kar dajte to prvi aplauz skoraj za konjenike in pa za muzla! Legendo cerkvenskega Pusta, ne sem karnevala, brez njega ne bilo nič. Kolikor ima pa on zgodbico do Rakka, joj. Ker da bi zdaj živel tam. Vzamem nazaj, zato ker me precej grdo gleda. Čakaj, to je pa nova kolekcija, evo je, I love Racket! Če pa muzel tu obreku, pol pa veš, da je dobra majica. Tukaj pri naslednjem govorniškem odram pa, kot smo že rekli, prapor Evrope, Slovenije, občine Cerkvenca, Pustne prapor in Valvazorjev prapor, kjer pa kar same ugante. Prapori tako odhajajo počasi že mimo, takoj za njim pa Dušan Petrič Dule, predsednik Pustnega društva in pa še princ za povrhu. Danes ste ga že videli in še kar nekajkrat ga boste. Blago se vam. Zanj velja rekli, da če bi bil bi se že kičas, če bi bil še lepši tukaj je zdaj. Dule je zapust tu, kar je lastovka za pomlad.
Ko ga vidimo, da začne živček noriti po Cerknici za svojo aktovko, vse vemo, da se pust bliža. Ja, ima tukaj ena lastovka ne prinese pomladi, tudi en tule ne prinese pusta, kar je škoda. Tukaj pa je v bistvu še ekipa požrtvovalnih pustarjev, ki vsaj v zadnjih tednih, kot že rečeno, dela dneve in noči, zato da lahko izpeljemo ne samo karneval, ampak kar cel pustni teden prireditev v Cerknici oziroma v Butalah. Boljše poznavalce pusta v Cerknici boste opazili, da Dule nima več tiste stare uniforme, v kjer je spominjal na Batmana. Ne, zdaj ima čisto novo oblejko, ki jo je skupaj spravila prva butalska šivanka Kristina Lovko. Pa da malce opišemo medtem, ko se sprehaja po, kako se reče catwalk, ne vem, kako se reče po slovensko. Glavno plašč je od mame, klobuk je bil v Ameriki, če že princ ni bil tam. Klobuk je z časa vojne, ko so Američane pošiljali stvari v Slovenijo. To pomeni, Američane tega klobuka ne so tle, Dulega pa ima. Hlače so mende pa stare policijske uniforme. Kaj Dule je bil policaj ali kaj? Bog ne zajde. Med vami pa tudi že mažoretni in twirling klub Maca Cerknica in pa seveda Godba Cerknica. Dajmo jim najprej ničkeno cajta, če nam bojo kaj zaigrali. Neki se pripravlja, neki bo. Ne samo, da dobro plešajo, če fajn pogledajo, da se tudi kakcam fino izogibajo. Ja, po cesti ležijo bombe, ki niso iz Burberka. Pustovali, butalci dajmo še. Zakale še. Bomo plesali, dajte en aplauz za Cerkniško godbo in pa za mažorete. Butalci dajmo še. Červe, tu se bolj zabil, da ne je nova, bravo. Mažoretah pa že slišimo drug zvok, tu pa ne so krave, niti bitcoine, ampak korantite vomi. Vinorodnega dela Haloz v občini Viden, kraja Baleja, ki leži na pobočjih in zledenih predstavitih haloških pričev, če še niste vedeli. Udeležujejo se letnih in zimskih karnevalov, zanima me, kako poletje zdržijo v takih košah, razen če hodijo, kjer rekam v Skandinavijo. Ime demoni so povzeli po grški mitologiji, bogu demonu, ki pa izhaja tako v religiji, folklori in mitologiji kot nadnaravno bitje.
Vse težave so že v starodavnih časih odpravljali na takšen način, da so poklicali Boga, demona, ki je težave odpravil. Ta demon, ki je pregnal zimo, je bil Goran. Nesporedni demoni pa so tudi veseljaki, torej tudi ženske, kolenske in prihajajo iz okolice Ptuja oziroma iz Gažare. Zagovorniki pa Orači iz Okiča, tu je tisto, ki je to kupno, kar už ne zname. Ja, neč vas, ko ni bomba. Orači iz Okiča so oblečene po starih vzorah in tako je v njihovo izločilu. Kuje krnečejo, plug in okroge poskakujejo in ulistajo. Na glavah imajo šilaste kape, okrašene s trakove in sklep papirja. To je ena izmed vrst papirja, budarčih poznamo več, nad njime tudi šnops papir. Ampak gremo nazaj k Oračam. Oblečene imajo bele srajce, Se mi zdi, da so te prej korili, tako smo sili kot novinar našega Doleta. ja, malo so me prekinile. Se citiram predsednika pustnega društva Cirkeca, a prekinja kaj lepo. Gorandi demoni, dame in gospodje, in Goran Pejzaden, zanima pa, kot sem že rekel, Orači iz Okiča in en pokaz in vse ostale za njim. Kaj sem mislil prebrati, pa ne vem, če so me kurente zmotile in seveda brez budarske policije v Butalah vlada ulic, tako da še dobro ne kamo. Ja, Orači, Okič, to je društvo, ki prihaja iz velikega Okiča, so goreči zagovorniki pustne tradicije in običajev, kot tekoč tudi danes poskrbijo sami za izdelavo opreme.
pa je tudi gostujoča skupina iz Nove Gorice in sicer Grgarske Ravne Bate, tako da lep pozdrav, dobrodošli v Butarah in upam, da se bomo še kdaj videli. Oziroma to so Husar, ki je oblečen v husarsko obleko, na glavi nosi husarski klobuk, okoli glasu pa imajo glasne zvonce, tukaj je verjetno tudi slišati. Obraz imajo namazan z lodjem ali pa črno kremo, v roki pa držijo lesena zazljiva kleščka. A jaz prav vidim, a je tu Melanija ali kaj drugega? Upam, da kaj drugega. Za pustarje iz Nove Gorice prihajajo nove pustarje, Skupina iz Dobove nam letos s ponosom predstavlja svojo novo županjo, prelepo Kristino. Torej, tukaj je tvoj odgovor, ne Melanija, v redu je. Ja, njihova županja je veliko načrtov za našo državo, zato vam uradno napoveduje tudi kandidaturo na državno-zborskih volitvah. Prosim vas za podporo, ker vsak glas šteje. S sabo ima tudi varnostnika, ki jo čuvajo na vsakem koraku. Kristina in kolegi se nam zahvaljujejo za sodelovanje, vrdijo nas pa tudi na njihov karneval, ki je tradicionalno v soboto popuste ob 14. ure. Včasih karnevali imajo popuste in pol nam pravijo Butalce. Zdaj pa ne smo v Sahare, sam to kamelo pa tudi vse že fino poznamo. Vsaj tisti, ki smo že dostkrat tukaj, ljubkovalno smo jim nadeli ime Curogonarjem, drugače pa to kamela iz Iške vasi. Pustna krava oziroma kamela, v Iške vasi se širijo samo fantje, ženske pa ne. Rekli bomo hvala Bogu, tiste, ki ne verjamejo v Boga, hvala komerkoli je. Za ženske pravijo, da se šemer ne spodobe, pripravljena pusta pa se začnejo že nekaj dni pred pustnim torkam. Takrat se starejši fantje oziroma poročene moške našemijo in vodijo kamelo oziroma pustno kravo. Glavno besedo imajo mesarje, bolj so pa le še prodajalce mleka. Veterinar lahko ene lahko več, odvisno od letnika. Vse dogajanje spremljajo gonjači, ker putno bdijo nad obnašanjem kamele in ugotavljajo njeno kakovost. Ves čas seveda ne ostale stvari. Gospodarja pred vsake hiše najprej poljubno pozdravijo, kako pa drugač, in mu ponudijo mesu, mleku ali pa obuje, pač karkoli gospodar želi. Jaz sem mislim, da je cel cajt razmišljal, kako bi na lep način povedal, ampak enostavno ne gre, kot je kar rekel. Kolikrat je bila ta kamela že na tije gleda, jaz ne sem bil še nekoliko, sem prek spleta skupaval. Pustovali, Butalci dajmo. Pošta, se danes ne dela, kaj delaš zunaj, veš? Zdaj pa pred osrednjim govorniškim odrom pozdravljamo spet naše stalne goste, pustno društvo Cuklar iz Čabra in znova so predelali eno vozilo, jaz ne vem, koliko vozil še imajo v Čabru, da jim jih ne zmanjka. Jaz pa svojega avta nekokor ne morem prodati pa zamejati, ne pa vsako leto drugi imate. Pustno društvo Cuklar iz Čabra se je namreč specializiralo za preurejanje motornih vozil v vse, kar jim pade na pamet in mislim, da še v kakšno stvar več. Nekaj tekmat smo videli tudi na cirkiškem pustnem karnevalu in tukaj jih pozdravljamo že 10. leto zapore. Dajte en aplavz!
teatrov in pa seveda pridno pobirajo nagrade in za svoj 20. rojstni dan so se odločili, da obdarujejo svoje someščane in se spustili v obnovo Rdečega mosta v Čabru, ki ga je uničil ledolom, tako da res svaka čast. No, pa glede na to, da smo pust začeli letos na kulturni praznik, je tale naslednja maska zelo, zelo primerna. Stebri slovenske kulture. Izjemna maska članov kulturnega društva Milke Zorec iz Hotinje vasi. Tak, ali ne bi mogli biti stebri primerni? Pa sem pa že mislil, da moramo biti vaše. Ustvarjeni za hlapčevanje. Za stebri slovenske kulture pa bajki z Ribnice. Še pred pripovedko o velikanu iz Ribnice, zaradi katerega je poseknilo Ribniško jezero, ko je metal kamenje, da so nastale velike luknje, so na Ribniškem živeli gigantski pajki in pajkulje ter njihov naraščaj. V kraških vrtačah in jamah živijo še danes. Ja, od vsega so prišli, da iztrebijo komarje in ostali mrčes nad Cerkniškem jezerom, da se bo turizem lahko začel razvijati. V njihove mreže pa se lahko ujame tudi kakšen butalc, da se bo kakšna lokalna razvojna naravna ideja morda uresničila. Najmlajši član je star 352 let. Najmlajši. Za najstarejšega se pa sploh ne ve natančno. Je pa kravžilo v živce že ribniškemu velikanu. Tle mi piše, če imate morda še kaj za dodati, pa sporočite. Ne, ne za dodati. Ste pa lušni. Evo. Če pa še niste imeli dost pokojna od prej, ko so bile tukaj orače, so pa tukaj še pobrežki pokači iz Vidma pri Ptuju, oziroma iz Pobrežja Pošta je pa Vidma pri Ptuju. To tu. Ja, pustni pokači, to je tradicionalni pustni lik, ki med prvimi pustnimi liki oznanja začetek pustnega časa, tudi v Pobrežju, v občini Videm in po tradiciji že v noči takoj po svečnici fantje in možje zavitijo težke biče, ki so jih v predpustnem času skrbno spletli iz podobnih vržit in rahije. Pisam, a veš kako, ker sem ovne pajke videl, veš kako se reče strah pred pajke? Arachnofobija. Ne vem, sem mislil, že ti veš napravek. Zdaj bo spet malo pokalo.
Nič se bat. Ej, kud se vesel, da moja mama ni imela tacga doma. Dajmo en velik aplauz! Vidiš, zaradi teh pokačev ne bo nikoli kakšen predsednik prišel k nam. Ja, sigurno je to krivo. Sej hočem reči, da je bolj, da imamo pokače, kot pa tisto, ne. Zdaj te glasne maske smo dali skozi, zdaj prihajajo pa da nič ne govorijo. Tudi zaradi tega, ker pamet ne molčijo, butalce so tiho. To je tudi razlog, da moramo govoriti med vami. Ja. Ne, kar vej, izvoli. Prekinati lepo. Ta prva je tukaj butalski jejš. Jejš, prevod ješ, po slovensko, po butalski je tu jejš. Butalski jejš zelo velik je, v butalah so te jejže pitali, ob svetem Martinu so jih zaklali, mast pa me so prodali, pa je bil dobiček tak, da je zalegel za vse, kar so rabili. Enkrat se je pa pojavil problem, ki je bil jejš prevelik, masti je bilo toliko, da so se vdržile na 3 strope v cerkvenem zvoniku, kjer so to mast sešili. In še dobro tem je žgar pozabil ene pajčovne omest, da se je pol ta mast ujela tam. Tako nekako je Milčinski napisal, če je napisal, kaj drugač se opravičujem, ker sem se zmotil jaz ne on. Za butalskim ježam je pa tukaj Jana Gospoda in butalce. Jana Gospoda zaradi tega, ker te pomeni, da morajo biti skozi na začetku. Ej, pa zdaj vidim, Jana Gospoda letos praznuje 10 let. Ti Boga. Vse najboljše. Ja, najmočnejšo podobo slovenskega malomeščanstva je podal kresnik v povesti Jana Gospoda. V njej pripovedujejo podeželskih izobražencih, ki posedajo po krčmah in duševno ter moralno popolno otopet. Ne poznajo ljubezni in prijateljstva, njihovo bistvo je sebično. Nenehno preže, da bi na svojem bližnjem našli napako in ga osramotili. Dobro ste povedal, sem ni bil kresnik, ki je bil kersnik. Kersnik? Ja, to mi res je predrejen. Ja, zdaj da nisem kakšne črke spustil. Janko je bil. Zdaj, kar bom povedal, čist interna fora, ampak je namenjena za mene. Ti, ja, da ima posneme, kar rabno. Hvala. Za Jano Gospodo pa najpomembnejši, oziroma glavni, zato ker ima zelo veliko glavo, to je župan Butalski! Si slišal, ko se je nekaj razbilo? Ne, mislim, to ni bilo smešno, ko se je razbilo. Sem hotel reči, župan Butalski, pol pa kozarc na tla. Po pripovedih Tepančanov in tudi vseh ostalih se v Butalah župan zvoli tako, da občinske možje sedejo okoli mize. Na mizo dajo občinsko uš, ki je ime šprinca Marogla, in v tisto brado, ki šprinca skoči, ta postane te nove župan. Te volitve se dosti dogajajo med pustnim cajtom in ki je pust ponavadi februarja, se butalsko občinsko možje meseca februarja ne brijejo. Mesec februar zato v Butalah nekatere imenujemo febraduar. Hashtag febraduar. Pa se župan Butalski nima brade, boste rekli. Ja, res ni dolga, je pa mehka. Ja, saj veste, ni dolga, je pa mehka, tu župan je še za nekaj drugega govori, ampak gleda. Smejmo otroce. Ok, take volitve naj so poštene, boste rekli, ampak ja, Butalce dajo, da njihove volitve niso čisto drugačne od vseh ostalih.
Na koncu, ki je teh volitev konc, so ene vesele, druge žalostne, za tretje pa vse skupaj nelegitimno. In letos je župan Motalski še posebej vesel, saj mu je po dolgoletnem trudu in lobiranju vendarle uspel veliki met in otvoritev pusta je postala državni praznik. Poleg tega se pa tudi nedeljski karneval odvija na dela prost dan. Slava župana Butalskemu in slava Butalam! No, zdajle pa bomo slišali tudi pihalni orkester Premogovnika Velenje, ki so letos na karnevalu z nami v Cerknici že drugič. Lani so bili prvič. Pihalni orkester Premogovnika Velenje je 100-članski orkester s skoraj 100-letno tradicijo. Njegovo zanimivo starost potrjujejo dokumenti o imenovanju pripravljalnega odbora za ustanovitev godbe na Pihala iz leta 1919. Zdaj pa poslušamo. Zdaj pa, draga dame in gospodje, to je pa tisto, kar v bistvu smo tudi čakali, kaj ti prihaja čisto ta prava Butalska veselica! Letos imamo namreč na karnevale še 11 novih Butalcev, da so deli udeležencu delavnice, ki sta jo že drugo leto zapored organizirala Pustno društvo Cerknica in Notranjski park. Pod mentorstvom Martina Petriča so udeleženci naredili vsak svojo butalsko glavo, ki jo zdaj predstavljajo na karnevale. Zdaj da takoj sprejeli, če vidite eno podobnost s srednje Butalca, tako ima očala gor. Podobnost z našim predsednikom Pustnega društva je zgolj naključna. Zraven njega je pa ena pit krava. Ja, v bistvu se Butalci se množijo kot kriptovalute, vse več jih je in tukaj je pisal že Milčinski, med se tudi razselili po svetu. Res so se, enega imamo sigurno v Bele hiše. Čakaj, bom probal zabriskat. Harmonikače, ki jih poslušate, so pa glasbene šole Vilja Marinška, tako da so tu zelo dobro izobražene muslimarje. Tega, ta zna pa tudi jajca kuhat. Bravo, dober! Boš mi enega prdijo supol. In ta kolesek mi je pa znan. Pomata pa taj moj. To Mumpeler, pomati je znan. Tako ima znak pusta do avgusta, če bi bil tu res, pol bi imeli tudi pritak do jezera. Ulej, še enega imamo Bitcoin. Ni Bitcoin, imamo Bitcoin. Glavnem, Butalci so tiste, zaradi katerih se čist vse obrne na glavo med pustnim tednom, kako tudi ne. Njihove glave so namreč toljšne, da že zaradi same gravitacije silijo proti tlem. Ali pa tla silijo proti butalskim glavam, kako Newtonovem zakone in tak telije se vplivajo eno na drugo, ampak koga briga fiska. Leta so pokazala, da Butalce v Pustno Cerknico pašejo tako kot ata na mamo. Njihove bogate reference pri delu z neumnostjo namreč pomagajo, da se vsakeč znova izpele tudi tako neumna stvar, kot je pustovanje. In tu se izpele zelo dobro in se z veliko odliko. Tu se pa rima. Bravo. Kaj, čak, ja, če bo, da preberem. Da bi jih studo čakal, pa da dva jaz pokopal. Ej, tu pa vem, kdo je. Tu že cel teden poslušam. Sračka ste.
Kot za vsako skupnost pa sem spodobil, da imajo tudi Butalci svoje gasilce. In Butalci gasilci se, kot ostali Butalci, radi držijo na sveta, kar lahko storiš danes na dlage na jutr, tako da bi si gasijo vsakeč, ki imajo cajt, če je ogen ali pa če ga ni. Bo pa zapol pravijo. Če gasiš takrat, ker ni vojna, pol vojna enostavno ne bo, oziroma te pol ne bo treba, ker bo res nekaj rejli. Največkrat gasijo pa tudi žejo, tu se da gasiti čisto vsakeč, ob vsakem letnem cajt in ob vsakem vremenem. Kljub temu, da kar naprej gasijo, jim pa vode nikoli ne zmanjka. Kar trajajo je na pretek, sploh pa v zadnjih letih. Jaz sem je pa enkrat pripetilo, da mi je zmanjkalo vina in tu prav na kod svojega zaščitnika svetega Cvetoslava. In to naravno katastrofo so Butalci poimenovali stoletna žeja. V glavnem Butalci, da se še zdaj na mimo, so profesionalni upravljavci z neumnostjo, kot da če vidite tipično neumnost, pustite jo primir, prepustite jo nam. Mi vemo, kaj z neumnostjo narediti, mi vemo, kako narediti, da bo ta neumnost ostala neškodljiva in smešna. Če ta neumnost pride v roke komu drugemu, Bog ve, kaj bo naredil z njo. Ker ima pa vsak jug svoj sever, pa vsaka zemlja svoje nebo, ima tudi vsaka dolina svoje hribe. In v hribah živijo, kedu, hribce. Marjan Manček, ilustrator in pisec stripov za mlade, je med drugim veliko ustvaril tudi Milibožo in Dajnomirja. Kasneje se me je pridružil še Milimir, verjetno po 9 mesecah, nisem zikr. Pa še nekaj živali in nastale so hribce. Hribce se vsako leto s hribu spustijo v dolino, pogledati na naš karneval, tam pa naletijo na Butalce. Hribci pa so zadnji tudi hudič, spolh. Veliki popisovalec slovenskega življenja Janez Vajkas Balvazor je kot se rad pohvali prvi podrobneje popisal te živalce in kaj na Notranjskem počnejo z njimi. Polhanje je še vedno tako popularno, da o njem ne bi izgubljal besed, polhuka pa je postala kar nekakšno slovensko ljudsko pokrivalo. Pa še rekel, da so polhe najmanjše maske na naše karnevale in dosta, da nas eminentnih pustarjev je svojo karnevalsko kariero začelo prav s to masko. Poj so pa nadaljevali z žabami, dokler niso napredovali do najvišjega čina, torej Butalcev oziroma Cukrec. Zdaj, da vidite polhe, torej gledate prihodni rod karnevalistov. Mislim, ne nujno vse, eno od njih se bojo razvile tudi čisto normalne osebe. Mi pa všeč, da so tele polharje zadnji tudi politični, ki se zavzemajo, da je Piran naš. Najprej ste videli polke, zdaj vidite pa še njihove obrazce, ki so predelali. Zgodba Lorenz na področju Roške doline deluje že od danega leta 1874, tega leta že že moj staraka ne spomnim. Jaz tudi ne. In lik polkarja, ki jih zgodba predstavlja, je takšno tradicionalno oblačilo, polkar je namreč unikaten za naš prostor, opisal ga je za znanje akademik Janez Vajkas Balvazor. Takoj za godbo pa je tukaj tudi že Martin Krpan-Skobico, Levstikov junak, ki je postal kar slovenski junak, ga ne bi si treba predstavljati, jaz bom sam povedal, da je naš, tudi če ga imajo pivčane v grbe. Martin Krpan je naš. Ker se na veselice dosti poje pa dosti popije, se seveda rabe tudi su, ker na slane hrane noben ne jej. Zaradi tega smo Martina Krpana zadolžili, da prinese su v čuprniško kuhno, da bojo vse jedi res začinjene, tako ki je treba.
In k Martinu Krpanu neizogibno spada še Cesarost na Kočiji. Dunajska Cesarost se je za naše kraje začela bolj podrobno zanimati prav zaradi Martina Krpana, saj prej so približno vedeli, kje smo, ampak tu pa tudi vse. Po Krpanovi prigodi z Brdavsom in podvornem odzivu na tisto veličastno zmago so pa sklenili, da Cesarostni kar podelimo častno botansko državljanstvo. Tako da Cesarost ga je sprejela in tako jih imamo vsako leto v karnevalu. Pa tudi povabile na veselico so bile zelo vesele, ker se veste. Več, ko imaš, rajš boš prišel kaj za stonj pojesti. Poleg Cesarosti je pa še en tistek, ki je zelo zaslužen za precej naših pustnih likov. Janez Vajkard Valvazor, zgodovinar, zemljepisec, narodopisec, krajopisec, topograf, etnograf, kartograf, risar, naravoslovec, tehnik, zbiratelj, založnik, bloger, dnevski voditelj, grafični obiskovalec, zvezda resničnostnih šovov, bivši minister Kranjske Vojvodine, morda pa ga poznate tudi po priljubljeni oddaji Na grmadi z Janezom Vajkardom. No, zdaj pa šalo na stran, res ima dost funkcij, vseh teh pa vseeno ne. Bil je tudi zelo vraževiran in glih zaradi njegovih zapisov točno vemo, koliko cukrenc je bilo takrat v naših krajah. Še enkrat tudi vidite princeso Karlovško na konju, ki je tudi otvorila naš karneval, prej, ko so šli proti Breste, oziroma proti Mrtnake, ali pa Ložje, kar šte. Jankanje je v Butalah skrajno popularen šport. Eni so na metlah, drugi na prašiču, tretji na oslu. Princesa Karlovška na konju, to je druga najboljša opcija med vsemi, kar je možno za jakati. Lijep vedel. Jaz sem se pa zarijel. Princesa te approva, bi rekel. Hashtag approve message. Še dva bitcoina imamo tukaj, ki vlečeta kočijo, s katere makajo eminentni pustari, lahko rečemo staroste našega karnevala. No, poleg teptajno bitcoinov, pa muzike, pa malo vetra, pa zdaj slišimo neko reganje, ki pa tudi vidimo, zakaj je, kajti tukaj so že žabe in seveda prva velika figura Rego Vranje Janski. Žabje na jezeru polno, skačejo, reglajo, se zabavajo. Ste videli, kaj sem naredil, ne? Namreč zabavajo, sem rekel, žabavajo, zato ker so tu žabe, a? Se sam spomnil? Ja. Vse, kar se lahko predstavljajo, delajo in še kakšno stvar več. Žabe imajo svatbo, Butalče imajo veselico, te dve stvari gresta zelo dobro skupaj, zato je edino logično, da so tudi žabe dobile povabilo na ta izjemen dogodek in skrbijo za preširno vzdušje obiskovalcev in udeležencev karnevala. Ja, žabec Rega Vranje Janski pa je v dolžino dolg 4 metre, če se iztegne pa kar 8, narejen je leta 93, se pravi je ena starejših velikih mask. Se ti zdaj, ki jo pa gledam, kako oči zapira pa odpira. Tak sem bil jaz včeraj, ko sem domov prišel. Za figure skrbi tehnična ekipa in vsake toliko nas preseneti tudi s kakšno novostjo, ne boste verjeli. Med težavama sedaj delujoče oči pa tudi zelo fino legla. Za to žabo pa žabi pari, žabe morajo namreč skrbeti tudi za svojo nataliteto oziroma rodnost.
Žadne svadbe so zelo popularna reč, predvsem zato, ker se na njej dosti je, pije in poje. Zdaj ne pržabe lahko vidite tudi Markota oziroma farmerja, ki skrbi, da tale karneval poteka kot je treba. Rad ima žapice, ne? Pa zanj ne veljajo običajna pravila, zanj veljajo nočna pravila. Za njim tudi Rdeče Berta, podvezani še Ščuka, tako da lahko vidite, da je biodiverziteta našega območja prav zares izjemna. To je tisto, kar moram ponavadi šihte govoriti. Tudi Rdeče Berta, če bi zbirali najbolj butalsko ribo, bi se sigurno odločili za to. Pa ne zaradi njene pamete, ki je drugač čist primerljiva s pametjo njej podobnih vrst, ampak zaradi zgodbe o njenem prihodu v naše kraje. Namreč Berto so naselili ribiče, ker so mislili, da bo imela tako ščuka več da jesti. Zgodilo se je pa tudi, je začela Rdeče Berta jesti ščukina jajčeca in mlade ščuke. Tudi bravo, ful fajn, butalstvo je v teh krajah že dolgo. Imamo pa še eno godbo tukaj, sicer Postojnsko godbo 1808. To je ena najstarejših god na Slovenskem, saj nadaljuje tradicijo vojaških god armad na Postojnskem. Najstarejši zapisi o godbeništvu datirajo že leta 1808. Zato imajo tudi tu naslove, pametno. Godba šteje okoli 45 članov vseh generacij, od septembra 2015 pa jo vodi Luka Noštrek. Godbenike pa so oblečene v čajne vrečke, kar bo zelo fajn prišlo v naslednjih dneh. Pred nami, drage dame in gospodje, pa že ščuka velikanka, 16 metrov dolga in 3,5 metre velika. Celiške ščuke so pač nekaj posebnega, so izredno velike, hitro rastejo in pa nerade prijemljajo. Tu se punce, ki jih jaz poznam, in veliko jih je. Zdaj sem že nazaj v ščukah, ne v puncah. Naši predniki so se goli brez sramu podili po jezeru ob usikanju in lovili te veličastne ribe. Danes je nekoliko drugače, saj tako kot jezero počasi usikajo tudi ščuke. Ne vem, če veste, ampak ta ščuka je narejena v naravni velikosti, torej čisto točno po pripovedih ribiča, ki naj bi glih tako tudi ujel. In tu kot vsaka ščuka, tudi naša ščuka, rada furiozno šviga med prstičem, ko preze za svojim plenom. Sem točno to mislil reči, sem vedel, kaj boš rekel. Rima se je pa zgodila. Za ščuko so pa seveda tiste ribiče, ki so rekli, da so točno tako ujeli. Za to ščuko pa za ribiče pa še dve malo manjše ščuke, ki sta lik tako narejeni po pripovedah ribiču, ki naj bi ujeli točno take. Zdaj ne vem, a sta bila ribiča, ki sta ujela tiste ribe manj sposobna, ali pa bolj realna. Že lani sem napisal, da se bomo pozanimali do letos, pa bi tudi letos kajta zmanjkalo, tako da se bomo pozanimali do naslednjega leta, razen če ne. Ta komad, ki ga pa zdaj poslušate, govori pa o naši slivnici, ki jo vidite na vaše desne ali pa na levi, odvisno, kaj stojite. Tam le gor, ki je še sneg, tisto je slivnica. Za bež gor je super. Če ste slučajno karnevali, jo imate pa za hrbtom. Nekakaj botalc oziroma botalski poncaj imam še med ribiče. Preverja, če imajo vse ribolovne dovoljivnice in mislim, da se strinja, da je vse v redu, ali so mu pa dali ene par Rdeče Berte za podkupnino, pa je zadovoljen.
Jaz mislim, da tale budalski policaj hoče kariero zamenjati, tukaj Audič. Rekel sem, da bo gledali Rdeče Perke in ne Ščuk, zaradi tega, ker Rdeče Perke se zelo dobro ujemajo se z poltjo tega policaja in še bolj poudarjajo to rdečo barvo, ki jo nose na glavi. Drugič, drage moje policaje, ne več hoditi s paprjam v solari, ki vidite, da vam škodiš. Ne sem so radili naši budalski policaji, zelo umetniški, ne, če pogledaš tja, ponazarjajo Titanic. Sam tega ni režiral James Cameron. Pa ki še videl ribiča tako pozirati Madonna? Kaj da ne vsakeč nekaj dobrega ujamejo, se morajo slikati pa objaviti. Dva zelo sposobna ribiča, ki sta ujela Ščuko. Ne se pa res lahko hvališ, da imaš nekaj velicega. Mislim, da tudi ta Ščuka, tako kot vsaka Ščuka, raga si je zaliva. Ali pa nekaj. Kaj če nam Piranski zaliv, če imamo jezero? Takrat, ko ga imamo, seveda, ker ni čisto vsakeč. Naše jezero je tako kot pamet. Včasih je, včasih ga ne. In ko smo bili lik pri jezeru, ki je pa ga ne, kdo je kriv za to, da je pa ga ne? Ja, jezerko, kdo pa drug? Tukaj je že naslednja velika figura, ki je nastala leta 1982, torej 2 leta prej, da sem jaz pogledal luč sveta. Pa 10 pred mano. Materola. Dolg 6 metrov, visok 5 metrov, njegov avtor pa Milan Rot. Lik jezerko je svetoval Štebrčane, kaj ne naredi, da bo polje poplavilo in da bo nastalo jezeru. In tako je Štebrčan naredil, za naše vse lukne, vse požiralnike na jezeru, da je lahko odveslal od tega konca do drugega skupaj oziroma svoje izvoljenke, mlade Karlovčanke. Gremo naprej! Gremo! In jezerko bo šel rad naprej. Veš kaj, je živčen, kako se bo zleti. Sam ne vem, kaj se je zdi, točno vemo, ki bo on parkiral. V lukne. Jezerko tukaj vsak moški rad parkira v lukne. Gremo naprej! Tu znam pa jaz isto narediti. Glej, isto bom naredil. Vaše karijere tu! Ja, kdo si govori, ti je res. Tvoje! Tu smo knjige zerka, tu smo še ga muzla posneli, ali koga, viš, ki bo imel smešno, se je zasmejal. No, za jezerko tam, pa so tudi tukaj že majhne netopirčke. Jaz sem mislil, da so duleti. A ne, sam, ne. Dule si je prav mleko letos, da se zlahka v školu sem vmes. Ja, netopirčke. Netopirčke rade živijo v jamah in jame so pri nas zelo dobro založene. Mislim, mi smo dobro založene z jamami, to so mislo, pa ne sem prav povedal. Kaj češ, vsake toliko se tudi tam potarcem malo jezel za pekne, a ne?
Se vidi, kako je zmaj tam izkoristil, ker nimamo več bajta na ume križišči. Kar noč zapelja. Ja, drage dame in gospodje, pogledajte tja proti Svirnici. Veliki zmaj! Ja, zmaj pa netopirje so zelo povezane med sabo, namreč v jamah so najdel netopirje, pa najdel so človeške ribce. Pa so rekli, kaj imajo te dve živali skupnega. Ja, človeške ribce pa netopirje se dajo skupaj in porata ena krilata človeška ribca in ker ta zraste, nastane taka, kot jo vidite, da prihajajo zdaj pri tam. Torej zmaj. Kako so pa zmaj pa butalce povezali, da boste rekli, ja čisto enostavno, butalce imajo zmaja v grbe. Dali so nalogo risarje Čačka, naj nariše zmaja za v butalske grb. In ker Čačka še nikoli ni videl zmaja, je narisal žival, ki je bila zmaja najbolj podobna. In tako je bila najprej v grbe županova tašča. Potlej so pa rekli, ne, to ni prav, to ne bo prav, da je narišel za res zmaja. In je narisal še enkrat zmaja, ampak tiste zmaje zbiral kot bek, ampak butalci so bili zadovoljni, Čačka je pa tudi rekel, ker me boste pokazali te pravega zmaja, takrat bom narisal zmaja za grb, do takrat bom pa ostal tak, kakršen je. No, tale naš zmaj pa je verjetno najbolj veličastna, velika maska, kajti je dolg kar 14 metrov, tudi njegov avtor je seveda Milan Rot. Zmaj zelo rad bruha tudi ogenj, včasih bruhne tudi kaj drugega. Sem hotel jih reči, lepo da si zaključil, da bruha ogenj. Ja, pa nisem. Pač medtem, ko so butalci razmišljali, kako zmaj izgleda, je ta pravi zmaj čas živel v podzemlju. Opravljiva žena in mlada zmajčka so mu pa na oko prinašali možnost, kaj se butalci o njem pogovarjajo. In ker ima vsaka stvar svoje meje, se je tudi zmaj odločil, da se vsej svoje veličine pokaže butalcem in enkrat za vselej ovrže teorije zarote. Zmaj je nastal leta 1985, takrat mu je bilo že dosti vsega skupaj in takrat je rekel, butalce, pogledajte me, zares obstajam, dejte raj mi ene v grb, ampak kar je bilo narejeno, je bilo že narejeno. Sam pangelca pust primere, ki so frišni. Za zmajem pa, drage butalke in ceneni butalci, na karnevalski trasi vidite osla. Poleg njega stoji pa še ena žival na 4 nogah. Šala na stran, to je seveda Sveti Hieronij z oslom. In kdo sploh je ta Sveti Hieronij? Wikipedija pravi, da je bil pred okrog 1600 let tu rimski duhovnik, teolog, apologet, biblicist, prevajalec, svetnik, crkveni oče in crkveni učitelj. Zakaj ima zraven osla? Butalci nimamo pojma, ampak sklepamo, da zato, ker moraš biti osel, da opravljaš toliko funkcij hkrati. Sem ta je oblečen, k Mehičan, da bi Trumpo kolega zid naredil. Morda je bilo koristno. Hieronim. To je slišati, kak Viagra, sad je kontra učink. Tle me bolj zanima, kdo koga vleče. Neki smrdi, pa ne sem bil jaz. Je bila pa tu verjetno cuprniška kuhna. Splošno znano dejstvo je, da cuprnice vlupne na vrhe slivence
Skozi celo leto kuhajo vse mogoče. Tu dokazuje Meglica, da se včasih dvigne z Coprniške jame, danes se pa dviguje tele ulet. Ene pravijo, da je to kompenzacija, ma ni šans. Tu so cukrence, ki s pomočjo polšje masti kuhajo razne zvarke in napoje, ki krojijo naš vsak dan. In napoje uzvarjene kot Coprniške kuhne se zveri z veseljem poslužujejo tudi butalci. Pravijo, da so tiste zvarke dobre za čistko vse stvari. Če jih spijejo, se počutijo bolj pametne, če z njimi zalijejo butalsko sol, pa ta še bolj hitro raste in je še bolj ostra. Na veselice pa dobra kulinarika iz Coprniške kuhne se ne sme manjkati. Hrana z Coprniške kuhne, letos so tu hrenovke, pa zelo dišijo tudi coprnice Lize, ki prihaja za Coprniško kuhno. Liza je pač ženska sodobnih nazorov, kot taka ima zelo rada hrenovke. Prvorojenka matere Uršule, pa se je od njenih naukov malo oddalila. Ja, Uršula Boški ni, da niso kaj posebej zanimali oziroma Lizo, ne? Roko na srce tudi kmetje se niso odkoljeli s svojo grbo in ljubkastim nosom nikoli ni bila najbolj zaželjena cuprca, ampak pri Lizi je ta stvar drugačna, ne? Res, da ima tudi ona ljubkast nos in grbo, pa ne eno, kar dve, ampak njeni grbi sta nameščeni na te pravih mestah in kmalu boste začeli buriti močko domišljijo. Ja, in en smogec je bil še posebej vsiljiv in prav je Liza naredila, ja, Liza je začarala v prašiča in je ubila kaj skupene mati. Prva zdaj ima končno prevozno sredstvo, la druga zdaj je spokojna in pa bira pred materjo, ki se je končno ustalila na čorna plašča. Jedna je postavila okol, vsako leto pa se pokaže obiskovalcev, če je še karnevala, okol sjedena pa služi množico parjani usudljivega slovesa, ki niso krivi. To je bila lokalna voda, taka za lokal. In kjer je en prasec, jih je zmeraj še nekaj tam. Jaz nisem na meni rekel prasec, sem pač pravil, da so prasce. Zgolj opažanje. En mi je ime Golaš, drugi mortadele. Tukaj so pa tudi že tiste ta male cuprnčke. Zanimiva beseda. Ja, Coprnice so zaščitni znak cerkniškega karnevala. Velika Coprnica Mati Uršula je nekakšno jedro, okoli katerega se je počasi nabirala in se še širi ta slikovita podoba Notranjske. In zakaj Coprnija, da je cerkniška slivnica ena najpomembnejših zbirališč tega Lazni, je zatrjeval že Valvazor, eden največjih poznavalcev tega področja, človekove temne aktivnosti ter bil avtoritativen vir za dokazovanje obstoja čarovništva. Ja, in prav njemu, če njegove trditve niso bile iztrte izvite, kar vidite na vsakoletnem pogledu na Coprnijo v cerkniškem pustnem karnevalu, cuprnice se sploh ne skrivajo več, vse več jih je, vse bolj so organizirane, urejeno imajo kulturno življenje, skrbijo za podmlade, postale so že tako naraven del našega življenja in je sploh več ne presenečajo. Včasih so jih zažigali na grmade, zdaj ne več, ene bojo rekli, da je žal lepne, druge bojo rekli, da je škoda. In tukaj še zadnji veliki pustni lik na letošnjem karnevalu, Coprnica Uršula. Narejena leta 1978, 12 metrov dolga, seveda z metlovi, tudi njen avtor je Milan Rot.
Vsakeč, ko se pripravljamo na karneval, je prav Uršula tista, ki dobite prvo vabilu. Zakaj? Ja, zato, ker povjerite, ne bo takšno lepo vreme, da bi pričarala. Če bi jo pustili na slivence, če bi pozabili na eno stajanje pludveč. Prav ona namreč poskrbi za vreme na vsakoletnem pustnem karnevalu, pa tudi okoli njega. Ja, prava ti Uršula in pa Copanice, ki sledijo in seveda še Hudič na motorju. To je znak, da se bo karneval v Cerknici počasi zaključil, ampak samo povorka. Tako da, dragi obiskovalci in obiskovalke, najlepša hvala, da ste prišli in ostanite še naprej z nami. Vsi veliki pustni liki se nam bodo zopet pridružili na karnevalski trasi, da se boste z njimi lahko slikali. Ne se jih bad. Ostanite tukaj po štartah, na odru vas bodo vsak čas začeli zabavati poskočni muzikantje in pa skupina Šlajn. Ta čas pa lahko še kaj pojeste, pa popijete. Z vami sva bila pustne Lojs, pa Lojs pustne. Zdaj bova pa še bolj z vami, ko bova hvala dole prišla. Še enkrat resnično najlepša hvala vsem, ki ste prišli na tole lepo nedeljo in podprli Pustnarje in seveda vse ostale. Butalska veselica je uspela in se seveda še nadaljuje. Tule bi rekel, pust je bil in pust bo kurenta. In če slučajno vidite koga, ki ima predvsem kartico, da je član organizacijskega odbora ali pa da ima kakršnokoli vlogo pri karnevalu, objemite ga, plačite po pijačo, čeprav zato imam jaz dve take kartice. Jaz sem samo eno. V glavnem, drage dame, cenjeni gospodje, spoštovane butalke, cenjeni butalci, vidimo se, uživajte in lepo prosim tukaj Pirmana za kakšno lepo pustno muziko. Kar dajmo tisto našo, ki vse znamo. Tu bomo še odpeli, poj pa dosti. Le žena te čaka. Se že skriva. Te nisem ram, jaz prej vidim tvojo ženo, kaj ti. Kuja, nama lahko pomahate, bomo odzdravljali nazaj, ni problema. Na nek način sva tudi mi dva pustna lika, ne? Ne. Po moje bo zdaj, ki je ta tišina. Evo je, to je prava za žurko. Zdaj pa res, uživajte, fajn se imejte, ostanite tukaj. Nek sem hotel še reči sam. In tu je tu. Čau.